Ja. Torej, zakaj se velikonočno tridnevje imenuje tridnevje? Zaradi tega, ker so dva razloga. Zaradi tega, ker so trije dnevi in drug razlog. Trije dnevi so skladno z biblično tipologijo, ki se pojavlja v Stari zavezi, potem jo pa predvsem Jezus ne samo uporabil v svojih govorih, v svojem napovedovanju, ampak tudi v tem, kar se zgodi z njegovo smrtjo in vstajenjem. Trije dnevi so čisto preprosto tako, da na dan, ko umreš, je prvi dan smrti, ko pride noč in naslednji dan je drugi dan smrti, po smrti, in ko je noč vmes, je tretji dan. Jezus je umrl na petek, to je bil prvi dan. Nadaljuje se pa umre v soboto, je drugi dan, in v noči iz sobote na nedeljo vstane, ampak tu odkrijejo žene šele v nedeljo zjutraj, kar bi bil tretji dan. Se pravi, tretji dan po smrti je vstal. Ker pa imamo pred sabo velikonočno skrivnost, je pa nujno, da začnemo že, ker smo pač ljudje Biblije, ker smo biblični ljudje, praznovati že v četrtek. Zakaj? Če en povprečen Slovenc je lahko, kristjan, je lahko katoličan, ima lahko zelo velike izkušnje v cerkvi ali pa zelo malo izkušenj. Ko mi rečemo velikonočna skrivnost ali pa velika noč, tako, kar se reče, s tem imamo mi neko določeno predstavo. In mi imamo predstavo od do, ampak vsekakor se giblje od, če si bolj cerkven, procesije in raznih pesmi in žegna, ki ga njasaš v cerkev v soboto in tako naprej, do tega, da je zdaj totalno komercialno. Vsekakor ima naša velika noč, ko si mi tu rečemo, neko konotacijo. Zdaj, mi smo pa veliko noč samo podedvali, mi smo jo dobili od Judov, in velika noč ni naša originalna iznajdba. In je torej zelo pomembno, da preden mi vstopimo v praznovanje velike noči, razumemo, kva velika noč v osnovi sploh je, da vemo, da je velika noč glede na Sveto pismo, ki je drugega kot samo naši slovenski obredi, in predvsem čemu, s katerim smotrom mi praznujemo veliko noč. Tu se mi zdi ta dva ključna trenutka, ki sta vredna, da se ob njiju ustavimo danes večer. Kakšen smotr ima torej velika noč, ali pa če to je velikonočno praznovanje? Zelo konkretno in zelo direkt moramo reči, da ne bomo preveč ovinkarili, velikonočna skrivnost ima smotr odrešenja. Mi praznujemo veliko noč zaradi tega, ker je to kraj, kjer smo odrešeni. Kar se zgodi z Jezusom, je odrešilni dogodek za vse človeštvo, za vsakega človeka. Tisti, ki pa z vero sprejme Jezusa in mu v cerkvi sledi, ta je na poti odrešenja. Vzemimo situacijo, v kateri smo, ki nas je zbrala na tem krasnem ekranu. Korona. Korona je zbudila mnoge reakcije in obrodila tudi kakšen dober sad. Upam, da vsak od vas uživa kakšnega izmed. Ampak vsekakor se mi zdi, da je korona, človeštvo, to je vsekakor fenomenalno, potisla v eno izredno situacijo, kjer cel svet, tako rekoč celo človeštvo, se zaveda, kar naenkrat se zaveda, da smo v izredni situaciji in da moramo narediti vse, da bomo imeli čim manj mrtvih. Čim manj mrtvih. Kar je čisto pošten cilj, žlahtno hrepenenje, in vse, kar naredimo za to, je v osnovi dobro. Vse, kar počnemo v svetovnem merilu trenutno, je to, da si razbijamo glave in napolno delamo tako, da bi zaščitili človeško življenje. Se pravi, da bi bil čim manj možnosti, da nekdo umre. Kar je popolnoma naravno. To je popolnoma naravno in značilno za človeka, ali pa še onkraj človeške vrste. Zdaj, kar pa
ta ista korona manifestira, kar kaže, ne, je dejstvo, da kakorkoli obrnemo, mi lahko človeško življenje še toliko ščitimo, ne bomo mogli preprečiti, da to človeško življenje relativno hitro tudi konča. Se pravi, smo na situaciji, ne, ko imamo naravno in normalno in dobro reakcijo, da mi hočemo zaščititi svoje življenje, človeško življenje, bomo rekli. Ampak, ne, če si resnično priznamo in se soočimo z resnico tega življenja, smo hkrati pred velikim zidom in pred veliko nesposobnostjo, da če tudi naredimo vse, da zaščitimo človeško življenje, tega ne moremo v osnovi narediti, ker nam življenje, kot ga poznamo, slej ko prej spolzi z rok, med prsti. In to se zgodi v bistvu relativno hitro. Korono sem vzel samo kot primer, da pokažem eno zanimivo skrivnost človeškega bitja, in to je ta, da se po eni strani prizadevamo za to, da bi rešili fizično življenje, tisto, kar imenujemo biologija, zapravo tisto, kar se tiče našega telesa. Hkrati s tem si pa želimo, da bi naše življenje ne končalo, kot se dejansko konča v biologiji. Smo pred neke vrste razpotjem, kako zdaj dati skupaj hkrati, dejstvo, da naša biologija ima tako rekoč hiter konec in na drugi strani naše hrepenenje, našo duhovno sposobnost, da se sprašujemo, ali ni onkraj naše biologije še kaj več, in ali ni naše življenje več kot samo to, kar je v našem telesu, in ali ima to sploh kakšen smisel. Zdaj, v krščanski tradiciji to vrstno vprašanje in prizadevanje človeka, da bi prišel do končnega odgovora, imenujemo vprašanje odrešenja. Vprašanje odrešenja se tiče dejstva, da je človek hkrati sposoben hrepeneti po dokončnem življenju, ki torej ni omejeno, in vendar hkrati z dejstvom, da je v človeškem telesu, ki je pač umrljivo. Kako rešiš to zagato? To zagato reši odrešenje. Zdaj, v središču krščanstva imamo Jezusa Kristusa in njegov dogodek, njegovo trodnevje, ko v svojem telesu umre, v bistvu relativno hiter, ker je, bomo rekli, po tradiciji star 33 let. Ampak, tretji dan po njegovi smrti je obujen, čisto pravo truplo, ki je položeno v grob, vstane od mrtvih in začne živeti na nov način. To vemo zaradi tega, ker evangeliji govorijo o bitju, človeškem bitju, ki je bil Jezus Kristus, pravi Jezus Kristus, a hkrati neprepoznaven. Je neka kvalitativna razlika med njegovim telesom na tej zemlji in njegovim ostalim telesom. Kar se zgodi z njim je, da njegovo telo vstane v nov način življenja in ta dogodek so kristjani na začetku, v grščini, ker je bil pač to njihov jezik, opisali z glagolom vstati, tako kot pač vsak človek, ko sedi ali pa ko leži v postelji ali pa na stolu, vstane. In oni so rekli, Jezus je vstal, ker niso imeli druge besede za opis tega dogodka. Odrešenje. Se pravi, zaradi česa mi vstopamo v trodnevje, je zaradi tega, ker je tu odgovor na vprašanje odrešenja. Naše vprašanje odrešenja, potem ali ima naše življenje smisel še kaj več kot samo v omejenosti našega biološkega in naše biološke izkušnje, in Jezusov dogodek je odgovor, ja, življenje ima smisel, in sicer na tak način, da si lahko nadejamo, da bo naše človeško telo, če tudi bo umrlo v biologiji, obujeno na tak način, da bo zaživelo na nov način, da bo kvalitativno drugačno, pa vendar v naši isti osebi, da mi ne bomo spremenili osebe, da ne bomo avatarji postali, ampak da bomo ohranili našo lastno identiteto, a vendar na drug način zaživeli, tokrat ne glede na naravne zakone, kot jih poznamo, ampak na zakone, ki so
lastni Bogu in tam, kjer on biva, kjer on je, to je v večnosti. Vprašanje. Ne? Zdaj, če kjer želi, lahko napiše, kaj se vam zdi. Vprašanje. V katerem kontekstu se zgodijo velikonočni dogodki Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja? Kjer je okvir, kjer ga Svet pisem da in sredi katerega se Jezus ta velikonočni dogodek zgodi. Judovska Paska, tako. Odgovor je pravilen, Mateja Ž. Odgovor je seveda Paska. Ja. Paska, ki jo v slovenščino čisto preprosto prevedemo kot Pasha ali pa kot Veliko noč. Ne? Eno ali drugo. Judovska Paska je seveda termin, ki ga v bistvu ne prevajamo. Beseda, ki izhaja iz hebrejščine in ki v osnovi pomeni prehod ali pa skok čez. In ta beseda in to praznovanje pride tudi v evangelij, kjer je jasno, da imamo mi judovski velikonočni okvir, ne? Ali pa, če čete Pasho. Recimo, če vzamete kjerkoli od sinoptičnih evangelijev, Matej, Marko ali pa Luka, vsi, tako rekoč do besede enak, rečejo, da se te dogodki z Jezusom zgodijo v okviru Pashe. Recimo, vzamem primer, Matej 26:17. Takole prav. Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel paschalno jagnje? V izvorniku, v grščini, ni napisano paschalno jagnje, to smo mi priredili slovenskemu bralcu, če tudi paschalno jagnje v osnovi enemu nepoučenemu nič ne pove, ne? In je to normalno. V grščini pa tle stoji beseda Pasha. Ne? Učenci so prišli do Jezusa in so mu rekli: Kje želiš, da ti pripravimo Pasho? Janez na svoj način naredi to isto, ne? Se postavi zelo jasen okvir, ne? Kje se zgodi Jezusova skrivnost v okviru Pashe. Jezus potem kasneje, evangeliji kasneje rečejo, da je Jezus obhajal Pasho s svojimi učenci, ali pa paschalno večerjo, ali pa velikonočno večerjo. Te termini so malo izmenljivi. Vsekakor gre za izvorno besedo v hebrejščini, ki je Pasha. Zdaj, ko imamo mi, kar se tiče Pashe, judovske Pashe, čist na začetku, kater je, z drugo besedo, kater je izvorni dogodek. Izvorni dogodek je seveda zapisan v Eksodu, v drugi Mojzesovi knjigi, poglavje 12. Še kar na dolg način, ne? Kdor želi, naj si ponovno pogleda, nič bat, ta tekst velikokrat sliša, če približno hodite k maši, ne? Ga beremo vsak let, ne? Pri velikonočnih slavjih, to besedilo pride zmeram na vrsto, kar je še kar normalno. Judovska Pasha, izvorni dogodek je trenutek, ko Bog v končni fazi odloči, da ljudstvo okoli Mojzesa ne bo več objekt suženjskih tiranij v Egiptu, ampak jih bo Bog svojo intervencijo, svojim posredovanjem na nadnaraven način vzel iz Egipta in jih osvobodil. Ko se to zgodi, grejo iz Egipta ven, preko Rdečega morja, na drugo stran, bomo rekli, ne, Pasha, preko puščave proti Izraelu, kar sicer potem še traja en cajt. Se pravi, ta dogodek je izvorni dogodek. Ne? To je, temelj, ki je temelj za kasnejše praznovanje. Preden Izraelci, ki tu še niso, ker pač še ni Izraela, ne? To je še pred Izraelom, se pravi, kjer so Hebrejci, kakor jih Svetopismo imenuje, so še v Egiptu, na zadnjo noč, preden jih Bog osvobodi in pelje iz Egipta proti svobodi,
Na zadnjo noč jim Bog da določilo, naj praznujejo Pasho. In to je pomenilo, da so mogli darovati jagnje, da so ga zaklali, razkusali, spjakli in pojedli. V osnovi je šlo za to, z nekaterimi še detajli, ampak v osnovi je šlo za to. Darovano jagnje, ki ga pol med večerjo v naglici pojejo in vse, kar ostane, zažgejo, in potem v naglici zapustijo svoje hiše v Egiptu in grejo z močno roko Boga iz Egipta in torej niso več sužnji, ampak Hebrejci postanejo svobodni. Z tega vidika, ker se to zgodi ponoči, Pasha, kot Svetopismo imenuje ta dogodek, postane tudi velika noč. Čisto preprosto zaradi tega, ker je bila to noč, ko je Bog vladal Hebrejce iz sužnosti v svobodo. Zdaj, to je izvoren dogodek. Hkrati s tem je pa dal Bog Hebrejcem tudi navodilo, da ne samo, da obhajajo Pasho na to noč dogodka, ampak da bo ta Pasha postala tudi kasneje, ko pridejo, se pravi kasneje, ko bojo postali, pač ko bojo živeli, da bo ta Pasha postala praznik za vse naslednje rodove. To je bila zapoved Hebrejcem strani Boga in da bo to praznovanje spominjanje tega, kar je Bog storil za njih. In tako iz izvornega dogodka pridemo v praznovanje, ki je spominjanje tega, kar se je sicer pred rodovi ali pa prvo leto bil lani, potem pa vse bolj postane praznovanje dogodka, ki se je pred mnogimi rodovi, pred mnogimi leti zgodil in ko je Bog osvobodil svoje ljudstvo. Tako Pasha iz nekega dogodka, ki je zgodovinski, postane vsebina praznovanja, ali pa mi bi rekli bogoslužja. Se pravi, Hebrejci, pa potem kasneje Izraelci, začnejo praznovati to, kar jim je Bog dal kot zapoved, namreč, da so zaklali jagnje, spjakli, v družinskem krogu pojedli, če izpustim podrobnosti, kar se tiče templa, ker potem, ko je bil tempelj zgrajen, je bila tudi tam pač tempelska Pasha, ampak recimo, da bomo to pustili ob strani. In ko so imeli spečeno jagnje, ga je družina čisto preprosto pojedla. In to je bilo pashalno jagnje. Še enkrat, evangelij reče, učenci so prišli do Jezusa in so rekli, kje želiš, da ti pripravimo pashalno jagnje? Zakaj je šlo? Šlo je točno za ta obred Pashe, ki ga je Bog naročil obhajati Mojzesu in Hebrejcem v Egiptu in so ga potem uveljavili kot standardni način praznovanja in kot središčno točko, kjer se hebrejsko ljudstvo ali pa kasneje Izrael zbere in rečejo, to je center našega obstoja. Potem pride tempelj, je tempelj središče obstoja, ker je v templju prisoten Bog, ampak v osnovi gre za središčno skrivnost izraelskega ljudstva. Se pravi, to je pashalno jagnje. Značilnost, kaj je značilno za judovsko Pasho ali pa za pashalno jagnje? Kot rečeno, jagnje mora biti darovano, mora biti zaklano. Zanalaš rečem tako, zaradi tega, ker veste, da kasneje, recimo v knjigi Razodetja imamo jagnje, ki je darovano, jagnje, ki je zaklano. Ne po nesreč, ker gre pač za, simbolično ali pa tipološko branje. Pač, ko imamo Jezusa darovanega. Pri Pashi mora biti jagnje darovano, nujno. Pri Pashi se mora jagenjčka pojesti. Jagenjčka se spjača in pa se ga mora pojesti. Če nisi pojedel jagenjčka, nisi praznoval Pashe. In potem, kaj je za Jude Pasha? To je zelo pomembno, ker če razumemo, kaj je bila za Jude Pasha, razumemo, kaj je bila Pasha za Jezusa in kako so si oni, ko so oni prišli od zadnje večerje doma še. To je še kar ključno vprašanje danes. Pasha za Jude je bila torej daritev in je bil način, kako so oni
ne se spominjali v slovenskem smislu, ne, ker če se jaz po slovensko spominjam, to pomeni, da jaz pač vzamem recimo album, ne, kjer imam družinske slike in album listam in se spominjam, ne, kakšna je bila mami, ko je bila 15 let stara, kje sem bil, ko sem šel pri 15 letih tja in tako naprej, se obujam spomine. Ja? Pri Judih je bilo pa spominjanje velikih dogodkov na ta način, da so tisti dogodki, ki se jih spominjajo, postali resnični v tem danem trenutku in da torej spomin nanje ni bil nekoč pred davnimi leti se je to pa to zgodilo, ko je Bog posegel vmes, ampak med Pasho, med pashalnim jagnetom, med pashalno večerjo, prideš k mizi in rečeš, danes to noč nas je Gospod osvobodil. Se pravi, spominjanje postane aktualizacija. Ne? Ko se jaz spominjam, hkrati vstopam v ta isti dogodek, ker v končni fazi gre za to, da kar se spominjam, je dejstvo, da Bog poseže. In če Bog poseže, poseže enkrat za vsele in torej je to tukaj in zdaj. Ja? Se pravi, tukaj in zdaj Bog posega in tukaj in zdaj je značilno za pashalno praznovanje. Kasneje se pa še razvije ena zelo pomembna razsežnost Pashe in ta je, da je pashalna večerja način, kako judovsko ljudstvo vstopa v družino Božjih otrok, ne, izvoljencev. Se pravi, zaveza, ne, ki jo Bog toliko krat sklene pred Mojzesom, z Mojzesom, z Aaronom, po Aaronu, ne, non-stop, ne, znova in znova Bog reče, z vami ne, obnavljam zavezo, skozi. Zaveza, ki se praznuje, ne, ki se živi, predvsem med pashalnim jagnetom, je dejansko resničnost Božje družine. Ne. Ko si ti pri Pashi rečeš, evo, to pomeni, mi smo Božja družina, mi smo Božji. Velika noč za nas kristjane je velika noč, prava velika noč, ukoliko razumemo judovsko velika noč. Ne. Ali pa, ko beremo svetpisem, Jezus je pripravil in obhajal pashalno jagnje. Pač, ne, jagnček, pri nas itak ni glih v čislih in tako naprej. Pravi, ne moramo spontano razumeti. Ne, moramo vsaj približno si dati pred oči, ne, kaj je zdaj pashalno jagnje, kaj je judovska Paska. Evo, zelo na kratko. Jezus obhaja Pasho. Zdaj, mi pa obhajamo novo Pasho, ne, Jezusovo Pasho, ki se začne v četrt zvečer, ne, s spominom postavitve zadnje večerje, ki postane Evharistija. In Jezus sam postane naše pashalno jagnje. Vprašanje je, kako mi zdaj naredimo prehod, switch, ne, iz judovske Pashe na to, da imamo mi zdaj Jezusovo Pasho. Zdaj, tle sta dva koraka. Ne? Prvi korak je, kakšno razmerje obstaja med Jezusovim praznovanjem zadnje večerje, ki ni zadnja večerja, ampak je pashalna večerja, in vse, kar se zgodi z njegovo smrtjo. Ne? Kakšna je zdaj povezava med tema dvema? In drugo vprašanje, kako mi pridemo v zadnje večerje do maše? Ne? Kako je možno, da lahko rečemo, Jezus je pa zdaj v zadnjo večerjo, mi jo pa zdaj obhajamo, ampak je zdaj malo drugače. V glavnem, kako mi pridemo do tega in zdaj, ali je res Jezus postavil Evharistijo, kakor se reče maši po biblično. Torej, prvo vprašanje, kakšno je zdaj razmerje med praznovanjem Pashe in Jezusovim, potem, ko ga aretirajo, mučijo, ko ga ubijajo, pokopljajo in potem ostane od mrtvih. Za odgovor na to vprašanje je seveda ključno, da mi vemo, da je judovska Pasha vsebovala en ključen element, ki se je imenoval pitje iz keliha, pitje vina. Namreč pri judovski pashalni večerji se je pilo vino in to v 4 ciklih. Ne. 4 je voditelj bogoslužja vzel kelih ali pa čašo, kupo, ne, in je izpil na različne načine in tako, ampak v osnovi. Iz Evangelija je jasno, da Jezus pri pashalni večerji naredi eno totalno nezaslišano zadevo in to je, da večerje ne konča,
in sicer jo prekine s tem, da med 3. in 4. kelihom odide. Ne? To je približno tako, kot da bi rekel, moja familija gre vsak let polet na Triglav. To naredimo tako, da avto parkiramo v vratih, gremo na Krederco, kjer prespimo in potem naslednjo jutro pozajtrkujemo in se veseli odpravimo nazaj v dolino. Zdaj, če bi jaz to govoril enemu, ki ni Slovenc, mogoče ne bi niti opazil. Ne? Če pa jaz to govorim Slovencu, bo rekel, čakaj malo, a nisi rekel, da greš vsak let na Triglav? Ne? Zakaj nisi šel na Triglav, ampak si šel s Krederce direkt v dolino? Neki fali, nekaj ne štima. Ja, nekaj ne štima. Ne? In pri Jezusovi pashi tudi nekaj ne štima. Ne? Kje imam to? Matej 26:30, recimo, ne, če vzamem pač Mateja, je zapisano, in ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Zdaj, ne, pač, ko so odpeli hvalnico, so šli proti Oljski gori. Ne? Vse štima. V bistvu pa ne štima, zaradi tega, ker je hvalnica sestavni del pashalne večerje in hvalnici mora nujno slediti 4. kelih, ne, ki ga pa očitno ni, ker ko so zapeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Ne. In nujno neki fali, 4. kelih. Hecna zadeva za nekoga, ki približno si predstavlja, kako pashalna večerja poteka. Zdaj, vprašanje je, kam je šel 4. kelih, ali pa če je Jezus res obhajal pasho, pashalno večerjo, potem je moral izpiti 4. kelih. Pač po prispodobi, ne? Če jaz grem vsak let na Triglav, pač moram imeti na Triglav, ne morem na sredi poti ostati ali pa se vrniti. Ne? In zdaj vprašanje, kje je torej Jezus pil 4. kelih? O kelihu je govoril v Getsemaniju, tu se verjetno spomnite, 3-krat je k očetu molil, oče, če je možno, naj gre ta kelih mimo mene. Klemen prav, goba na križu s kisom. Ja, seveda. Točno to. Jezus je govoril o kelihu v Getsemaniju, kjer si je želel, da kelih gre mimo. Ampak to je bila samo prispodoba, ampak zdaj, da Jezus govori o kelihu, je dosti normalno, zaradi tega, ker je bil kelih sestavni del, poleg jagnjeta, ključni del pashalne večerje. In med hvalnico in Jezusovo smrtjo, Jezus enkrat pije vino, ki je bilo kislo vino, ali pa v nekaterih prevodih kis, bož bi bilo kislo vino, ker to je bilo vino, pije na križu, ko so mu s hizopom podali gobo, namočeno v kislo vino, in mu je dal pustom, in Janez jasno pove, evangelist Janez jasno pove, da je Jezus vino vzel, da je izpil, in naslednja beseda za tem je izpolnjeno je, ali pa dopolnjeno je. Kar je še kar zanimiva beseda, če spustimo vse podrobnosti, evangelisti z načinom, kako nam dajo poročilo o Jezusovi pashalni večerji in njegovo smrtjo, naredijo jasno povezavo med dvema, med obema. Z drugo besedo, Jezusovo trpljenje se glede na evangelije začne pri zadnji večerji, kako bi sicer razložili dejstvo, da reče Jezus, to je moje telo, ki se daje za vas, ali pa to je še hujš, to je moja kri, ki se za vas preliva. Dobesedni prevod bi bil, ki bo dano za vas, ali pa ki bo prelita za vas, se pravi, gre za trpni način v prihodnem času. Ampak kakorkoli, kako češ to drugače razumeti, kot da se Jezusovo trpljenje dejansko, seveda na ravni njegove volje, začne že pri zadnji večerji, in obratno, če obrneš, kako češ razumeti dejstvo, da Jezus pije vino iz čaše, ki sicer ni čaša, ampak goba, ampak kakorkoli, da pije vino in reče, dopolnjeno je. Drugače, kot da rečeš, tisto, kar se je Jezusova pasha začela pri zadnji večerji, se dejansko konča z Jezusovo smrtjo na križu. Kar pomeni, da imajo evangelisti si zamišljajo krščansko skrivnost na ta način, da rečejo, judovska pasha, ki jo obhaja Jezus, je ena in ista skrivnost, kot je skrivnost Jezusove smrti in križa, ali pa Jezusov križ se pri zadnji večerji začne in judovska pasha, ki jo Jezus s svojimi učenci obhaja, se konča z njegovo smrtjo. Z drugo besedo,
te dva dogodka sta ena in ista zadeva, kot je na podoben način, in to je za Juda popolnoma normalno, za judovsko bogoslužje je to čisto lahko razumljivo, in torej tudi za prve kristjane, kot je izvorni dogodek velike noči izhoda Hebrejcev iz Egipta proti svobodi, ena in ista stvar, kot je pashalno jagnje, ki ga kasnejše hebrejske ali izraelske družine obhajajo po družinah. To je ena in ista stvar. Za njih je izvorni dogodek in bogoslužje, ki ga kasneje obhajaš, ena stvar. Vse je. Ali si ti prisoten pri bogoslužju, ali si pa ti prisoten pri izvornem dejanju. To je ena in ista zadeva. Kakorkoli, pashalno jagnje pa Pasko imamo za temelj, na katerem Jezus gradi svojo potem takem novo Pasko, nov prehod, in to je njegova smrt. Zakaj novo? Zaradi tega, ker Jezus vse dela novo, kot bi rekel sam. In drugo, ker odslej ne bomo več govorili o prehodu iz suženjstva v svobodo, ampak bomo šli čist do samega konca skrivnosti človeškega bitja, človeškega življenja in njegove, pod narekovaji, sužnosti, kjer je dokončna tegoba sužnosti človeškega mesa, v čem smo mi, nesvobodni, v tem, da smo smrtni. V tem je, dokončno vprašanje človeškega obstoja. In Jesusova Pasha je prehod ne iz enega konca na drug konc, recimo iz Egipta v ne vem kam, ni prehod iz bili smo, politično nekako upet in zdaj smo svobodni, ampak je, ali pa še v kakšnem drugem smislu, ampak je Jezusova Pasha prehod iz pogojenosti s smrtjo v stanje, kjer pogojenosti s smrtjo ni več. In ta nepogojenost s smrtjo se imenuje vstajenje od mrtvih. Kristjani pač niso našli drugega poimenovanja, prava figa, kako to poimenuješ, ker ne gre za poimenovanje, kot gre predvsem zato, kar se z Jezusom zgodi. Se pravi, Jezus si zamisli tako, da je izhodišče razumevanja Pasha, ampak potem on naredi upgrade na svojo novo Pasho, ki ima dokončen pomen za vsakega, ki jo želi sprejeti, in to je pač pomen, ki ga ima, je odrešenje. Se pravi, v Jezusu se zgodi prehod iz stanja smrti, smrtnosti, bomo rekli, nismo še v mrtvi, ampak stanja smrtnosti v stanje odrešenosti, kar pomeni v stanje, kjer smo postavljeni v življenje, ki ni končno. Kako pridemo od to do maše, do naše maše? Najprej, naša maša je podobno, kot je judovska pashalna večerja v krogu družine. Se pravi, mi imamo darovano jagnje, ki ga zaužijemo, ker pri maši se je. V osnovi je tu cilj maše, tu vidite še posebej zdaj, ko ne morete k maš, ker ne morete kop hailu, ne morete v polnosti k maš. Maša torej sledi temu, kar Jezus predvidi. Se pravi, da imamo elemente, ki so pashalni, ki so elementi judovske paske, darovano jagnje, družina, mi smo družina Božjih otrok in moramo v drugem delu maše moramo Oče naš, ni naključje. In potem spominjanje, kar mi tudi pri bogoslužju, vsak duhovnik reče, se spominjamo Jezusove smrti, vstajenja, nebohoda, vstajenja in tako naprej. Vstajenja, nebohoda in poslanje Svetega Duha. Imamo element spominjanja. Z tega vidika imamo iste elemente, kot so prisotni v judovskem pashalnem praznovanju. Hkrati imamo pa elemente, ki jih Jezus določi. Imamo kruh in vino, o katerih Jezus reče, to je moje telo, to je moja kri, ki bo za vas darovana, ki bo za vas prelita. In besedo, ki ni, opcionalna, izbirna, ampak je, na ravni tako bo, to delajte v moj spomin. Vedoč, da svetopisemsko
spominjanje, ni obujanje spominov, ampak je bogoslužno vstopanje v resničnost dogodkov. Kar pomeni, da je naša maša obred, ki naredi točno to, kar je Jezus naredil. Ni samo judovska pasha ali samo Jezusova smrt, temveč je oboje hkrati. Na temelju pashe praznujemo znotraj obreda Jezusovo pasho, in sicer po judovskem načelu, da je lahko izvorni dogodek, v tem primeru bi bilo Jezusova smrt in vstajenje, in kasnejše praznovanje izvornega dogodka ena in ista zadeva. Jezus je, glede na to, kako so zgrajeni evangeliji, dosti jasen glede tega. In tako so prvi kristijani, ker so bili pač Judi, in je bilo to za njih najbolj naravna zadeva, da so na tak način sprejeli to Jezusovo željo, da se praznuje Evharistijo. Torej, oni so postavili ta obred, v bistvu še dosti bistveno prej, preden so sploh zapisali Novo zavezo. Se pravi, mi imamo mašo veliko prej, kot imamo sploh Novo zavezo. In z tega vidika, se mi zdi reči, uvod v velikonočno tridnevje, je v bistvu je tu en veliki uvod v to, kaj je za nas maša. V bistvu gre za to. Za nas je maša obred, kjer dogodki, ki so izvorni in za nas izvir odrešenja, postanejo resnični tukaj in zdaj, in preko njih postajamo Božja družina, kjer lahko rečemo Oče naš in tu že zdaj. V bistvu gre za to. Gre za to, da vzljubimo mašo, da najprej da sploh vstopimo v mašo in da si želimo jeti k maši na nov način, da bi rekli, v maši je tako jasno odsevana Božja ljubezen do nas, da si enostavno ne morem drugače kot to, da si želim jeti k maši. Da bom pa mašo dobro razumel, pa pač vstopim v praznovanje tega tridnevja, pač jutri zvečer, ko se spominjamo postavitve Evharistije, v petk, ko smo zazrti v križ in smrt in tako naprej. Ampak vsi ti, koraki, vse te postaje so samo, postopno odstiranje tega, kar se itak pri maši zgodi. Kar se mi zdi, in s tem končam, seveda, mega ključno je, da je Jezusova pasha, tu pa je kljub vsemu novost, ki je pač še kar pomembna, ni še kar pomembna, v bistvu je mega pomembna, ključna, in to je vstajenje mrtvih, vstajenje od mrtvih. Jezusova pasha je usmerjena, ima zelo jasen cilj, in to je, Jezus vstane od mrtvih. Glede tega imamo tako mnogo zapisov in tako jasne materialne dokaze. Mi imamo tako veliko zapisanih virov, da je Jezusovo vstajenje nujno dogodek, ki nas mora ne samo zbuditi, ampak se moramo do njega opredeliti. Moramo se do njega opredeliti. Če še niste ugotovili, to je trenutek, ki je neka prelomnica v duhovnem potovanju vsakega človeka. Vprašanje vstajenja od mrtvih. In do njega se moramo opredeliti in zdaj, če mi vstopimo v praznovanje velike noči, v redu, imamo mi slovenske obrede, gremo k maši, gremo v cerkev, zelo pomoč gremo v cerkev in tako naprej. Gremo celo k spovedi. Vse bo je prav. Ampak če se jaz s tem, ko bom jaz vstopil v velikonočno praznovanje, ne opredelim osebno do dejstva, kje je moje zdaj stališče, kje je moja pozicija v odnosu do Jezusovega vstajenja od mrtvih, nisem vstopil dejansko v praznovanje velike noči. To je novost Jezusove velike noči in to je edina pametna novost, ki jo mi imamo kot element v iskanju odgovora
odrešenja. Mi imamo odgovor. Mi smo priče odgovora, Jezus je odgovor, ampak mi smo ga videli, mi smo priča temu, da je Jezus vstal od mrtvih. Torej, mi imamo odgovor na vprašanje, kljub vsemu, vprašanje odrešenja. Odgovor je, Jezus je vstal od mrtvih, to je dejstvo. In zdaj, če je Jezus vstal od mrtvih, potem Pavel razvije teologijo, da sledi normalno iz tega, da je ta dogodek za nas prvič, fundament za to, da mi imamo zagotovilo večnega življenja, in drugo, da je to zagotovilo, da bomo tudi mi vstali od mrtvih, kajti če se je z njim, ki je prvorojenec, zgodilo to, potem se bo tudi z nami, ki smo njegovi bratje, zgodilo isto to. Zakaj? Ker smo Božja družina. In evo, kako pomembno je, da imamo pred sabo, kjer element judovska paska vsebuje, družine. Ne more biti, da je družina raztrgana, da je družina neenotna. V Božjem pogledu govorim. In če je prvorojeni, ki je prvenc vseh nas, obujen od mrtvih, potem bomo mi obujeni od mrtvih.